Živijo. Živijo. O, lep pozdrav. Kaj pa videl tukaj? Pa mi, da sem prišla pogledat, kaj je to matematika. So virusologa. O, super. Zakaj se veliko ljudem matematika zdi tako težka? Mislim, da ni, da se jim sam zdi. Jaz mislim, da matematika v resnici je kar težka stvar, tako kot kak šport ali pa kakšna glasba in moraš delati veliko vaje. A si lahko z matematiko pomagamo v vsakdanjem življenju? Ja, seveda. V resnici te čisto osnovne matematične stvari, ki se jih naučite v šoli, tudi vsak dan uporabljate. Recimo, ko greš v trgovino, če hočeš kaj kupiti ali pa zračunati. Kdo je bil pa največji matematik? To je pa težko vprašanje, ker so bili ljudje, ki so v svojem času naredili zelo velike dosežke in tistih se danes spominjamo. Če bi pa recimo mogel izbrati svojega najljubšega, bi pa rekel, da je bil to gospod Gauss. Zakaj pa bi bil Gauss tako poseben? V nekem času je naredil take stvari, ki se jih pred njim nihče ni spomnil. Mal pa tudi verjetno zato, ker sem eno zgodbico o njem slišal že, ko sem bil zelo mlad. Te zgodbice govorijo o tem, da je imel on eno tako zelo sitno učiteljico, ki ni marala preveč otrok in ker se ga je hotela malo znebiti, ker on je pa skozi imel nekaj vprašanja, mu je en dan dala za zračunati vsoto vseh števil od 1 do 100. In je upala, da se bo zdaj on zamotil, pa da bo to cel dan računal, ampak on se je pa spomnil enega trika. In sicer rekel, če hočeš ti zračunati vsa števila od 1 do 100, lahko sešteješ enko pa stotko. Pa lahko zračunaš dvojko pa 99, pa trojko pa 98 in vedno dobiš 101. No in če tako pomisliš, to pomeni, da dobiš 50 parov števil, katerih vsota je 101. In tako je on v nekaj trenutkih zračunal, da je vsota teh števil 5050 in njegova učiteljica je bila zelo razočarana. A bi se dal živeti brez matematike? Ja, jaz mislim, da bi se dalo. Je pa res, da verjetno svet okoli nas ne bi bil tak, kot je. Tudi ne bi bilo tistih stvari, ki jih pa danes s pridom uporabljamo, recimo računalnikov, avtomobilov, letal. Nič, zdaj pa še jaz vajo, ki je vprašal. A gremo k tabli? Ja. No, Petra. Kaj delate pri matematiki? Kdo bo prvi? Mi se zdaj pogovarjamo o decimalnih številih in jih zaokrožujemo. Rečva 6,69. Da znaš to napisati? Znam je. Ok. Pa če ti rečem, da moraš to zaokrožiti na celote, koliko je to? To je 7. Bravo. Kaj pa če ti dam enega težjega? Ok. 5,50. Na kaj zaokrožim? Zaokrož na celoto. Ne, to je tudi. To je 6. Tako. Je težko, ker se moraš odločiti, ali boš zaokrožil navzgor ali navzdol in dogovor je, da če je 5,5 že, potem se navzgor zaokroži. Kaj pa vi zdaj pri matematiki delate? Mi pa odštevamo daljice. Lahko vam pokažem raje seštevanje. Kako pa to izgleda? Vzamemo daljico in zapičimo šestilo tukaj in prenesemo. Aha. Zapičimo spet tukaj in damo takole. Rezultat prevlečimo z zeleno barvico. To je pa kar težka naloga. A veš, kaj je pa najtežje pri tej nalogi? Kaj? Da se ne smeš pikniti s šestilom. A veste, kako so že davno tega zračunali obseg Zemlje? Ne. Ne, to je naredil en matematik Eratosthenes. No in Eratosthenes je bral eno zelo staro knjigo, v kateri je izvedel, da leži nekje na svetu vodnjak, za katerega velja, da na najdaljši dan v letu sonce posije točno na dno tega vodnjaka. In veste, kaj si je on narisal? On si je narisal eno sonce, ki je takole imelo žarke in si je narisal tale vodnjak. Je rekel, aha, tale vodnjak pa zdaj leži tukaj in tale žarek posveti čist noter v tale vodnjak. No in njega je zanimalo, a se to zgodi tudi pri njemu doma. In on je bil 800 km dlje stran od tega vodnjaka in je pogledal, ker je bil tam en steber, tak zelo visok obelisk, se mu je reklo, in rekel, bom jaz zmeral senco na najdaljši dan v letu. No in kaj je on ugotovil? Je on ugotovil, da pri tem njegovem obelisku pa tisti dan senca pade ne pod kotom 0 stopinj, ampak pod nekim kotom, ki ga je znal zračunati. Tale kot 7,2. Ni zaokrožil. Je rekel, aha, tale kot
mi nekako pove, koliko je tudi okoli Zemlje. In je v tisti knjigi prebral, da je ta kraj oddaljen od njegovega kraja 800 km. In je razmišljal, če tehle 7,2 stopinje pomeni 800 km, potem mora 360 stopinj, koliko je pa okoli Zemlje, pomeniti obseg Zemlje. In na tak način je on izračunal, da je obseg Zemlje 40.000 km. In to je bilo zelo neverjetno, zaradi tega, ker dejanski obseg Zemlje je pa samo malenkost večji.